glede trgovalnih računov je tako, da tisti, ki ga imajo že odprtega, lahko prenesejo delnice iz KDD-ja na svoj trgovalni račun, lahko bodo začeli z njimi trgovati po uvrstitvi na Ljubljansko borzo, torej v začetku leta 2026. Tisti, ki trgovalnih računov nimajo, in pa svetujemo, da počakajo, da bodo ponudniki, ki obdelujejo trgovalne račune, se pravi banke in BPD-ji v Sloveniji, ki se s tem ukvarjajo, objavili svoje cenike. Mi pričakujemo in tudi se pogovarjamo z njimi, da bodo ti ceniki nekoliko nižji, kot so sicer uradno. Tako da še enkrat svetujemo, da se počaka z odločitvijo, časa je dovolj do konca letošnjega leta. Po drugi strani pa tudi Ministrstvo za finance je že objavilo, da bo omogočilo direkten prenos iz KDD-ja delnic na tako imenovane individualne naložbene račune in vsak od bodočih delničarjev se bo na ta način lažje odločil, po kateri poti bo šel. Ja, odziv je bil dober. Mi smo poslali 831.573 pošiljk našim bodočim delničarjem, se pravi upravičencem. Te do 120 evrov so se pač morali odzvati na tak ali drugačen način. Tisti, ki se niso, bodo pač prejeli denar. Tisti nad 120 dobijo delnice. Skratka, od teh približno dobrih 412.000 do 120 evrov se jih je odzvalo do današnjega 245.000 približno. In od teh se je za delnice odločilo tudi 10%, tako da to nas je tudi ugodno presenetilo, očitno obstaja neko zaupanje. Časa, da se odločijo, je sicer še do 27. februarja, torej do pojutrišnjem, potem se pa ta proces zaključi. Mislim, rezultati so, rekel, kar dobri. Če upoštevate, da smo pač z ukinitvijo dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj izgubili več kot 90% prihodkov premije, se pravi, je poslovanje v lanskem letu, celo če ne bi bilo teh stroškov preoblikovanja, mislim, da bi se vrteli tam nekje okoli ničle. Kosmata obračunana premija je rasla 12,4%, imamo približno 320.000 polic sklenjenih, tudi za naprej računamo, da bo rast premije tam nekje 13% letno. 650 podjetij nam zaupa na eni strani, na drugi strani pa moram reči, da je, zato tudi ljudje sklepajo police, da je naša storitev res dobra. 4,9 od 5 možnih je ocena zavarovancev, kako so zadovoljni z našo storitvijo, tako da verjamem, da bo Vzajemna uspešna tudi v prihodnje. Nekako neki stroškov bo še letos pa prihodnje leto, potem pa nekje 27-28 že računamo na break-even. Ja, mi smo do zdaj na tak ali drugačen način so bili stroški nekje v višini 2,8 milijona evrov. Računamo pa še, se si lahko potegnete naprej, da bo teh stroškov še nekaj. Predvsem recimo te stroške, ki jih Vzajemna krije, to je izdaja delnic na KDD-ju za vse delničarje, tako da računamo, da bo še kar nekaj stroškov. Težko zdaj na pamet rečem. Ja, komentar je, da pač to zakonsko ni možno zaenkrat. Si pa pozdravljamo to iniciativo in si tudi predstavljamo mogoče, tako kot za individualne naložbene račune, pa mogoče še za kaj, da se bomo mogoče poskrbeli za kakšno izjemo. Bi bilo, mi to pozdravljamo. Tudi to težko komentiram, to je pač vprašanje za ZZZS na eni strani, na drugi strani pa verjamem, da je bilo to vrednotenje v redu upravljeno. Nenazadnje je Ministrstvo za finance imenovalo ocenjevalca KF Finance, pa ta ocena je bila tudi revidirana se strani, tudi strani ministrstva imenovanih revizorjev PVC-ja, tako da seveda ima ZZZS vedno možnost uveljavljati sodno varstvo, ampak verjamem, da je ta izračun korekten. Ne, to postopka ne ustavlja. Ta postopek se bo zaključil, tako kot je bil začet, kot sem rekel, približno tam nekje z izdajo delnic v začetku leta 2026, vkolikor pa pride do kakšne revizije, pa vkolikor bi se res izkazalo, da je slučajno karkoli narobe,
bi pa potem morala to razliko pokriti.